Lep pozdrav in dober dan tudi z moje strani. V tem tednu sem sprejel pomembno odločitev. Pri tem mi je bila v veliko pomoč družina, ki me je vseskozi podpirala, a žal v zadnjih nekaj letih tudi mnogo pretrpela. Odločitev sloni tudi na pogovoru z volivkami in volivci v mojem volilnem okraju ter prijatelji, znanci, ki so mi vedno stali ob strani. In odločitev je bila težka, saj so mi praktično vsi svetovali, da naj ne vrnem mandata. Volivci so na lanskih parlamentarnih volitvah vedeli, da zoper mene teče postopek na sodišču. Tega nikoli nisem skrival, tako kot je na primer poslanec Pozitivne Slovenije skrival svoje aktivno sodelovanje z nekdanjo politično policijo, podpornik Danila Turka, Mitja Mršol. Poslanec, ki je sodeloval z nekdanjo politično policijo SDV, ki je sistematično teptala in kršila človekove pravice, ampak sem se o svoji zgodbi vedno govoril odkrito, argumentirano in jasno. Tako je lani zame glasovalo 4225 volivk in volivcev v okraju Ptuj 3 oziroma 36,1% tistih, ki so se udeležili volitev. Dobil sem večjo podporo kot 7 od 20 strank na državnem nivoju, ki so lani kandidirale na predčasnih parlamentarnih volitvah. Zato sem hvaležen vsem podpornikom in vsem volivcem se zato želim zahvaliti za zaupanje in za odgovorno nalogo, ki so mi jo namenili. Že tretji mandat sem namreč sodeloval pri sprejemanju najpomembnejših zakonodajnih odločitev, od tega 2 mandata kot poslanec vladne večine. Vem, da sem po svojih najboljših močeh pomagal pri razvoju moje podravske regije, še posebej pa pri razvoju mojega volilnega okraja. Na svoj prispevek sem ponosen. Odločitev ni bila preprosta. Kljub temu, da se ne strinjam z odločitvijo sodišča, njegovo odločitev spoštujem. Kljub temu, da se mi zdi krivična in da jo označujejo jasno politično ozadje tranzicijske levice, jo sprejemam. Nazadnje gre za mojo osebno odločitev. Vrnil bom poslanski mandat. Kljub temu, da to ni ustavni ali zakonski imperativ, pa je breme, ki mi je naloženo s pravnomočno odločitvijo sodišča, preveliko. Še posebej v današnjih prelomnih časih, ko je Državni zbor pred najpomembnejšimi zakonodajnimi postopki, s katerimi mora zavarovati slovensko suverenost. In ti postopki in te odločitve ne morejo in ne smejo nositi nikakršnega bremena. V svojem parlamentarnem delu sem se trudil po svojih najboljših močeh. Pri tem sem bil včasih uspešen, včasih ne, zagotovo pa nisem delal brez napak. Napake so bile. Če sem z njimi ali pa z svojimi izjavami, ki so nastale v naglici na parlamentarnih hodnikih, kogarkoli prizadel, se mu na tem mestu opravičujem. Bilo mi je v čast, da sem lahko delal
za našo domovino, Demokratično Republiko Slovenijo. V čast mi je, da sem delal kot poslanec Slovenske demokratske stranke. Ni pa v čast Slovenskemu državnemu zboru, da je skupina nepovezanih poslancev iz meseca v mesec večja in da ti ne zmorejo sprejeti odgovorne in etične odločitve. In nikakor ni v čast, da v državnem zboru demokratične in samostojne Slovenije leta 2012 sedi nekdanji aktivni sodelavec tajne komunistične policije, za katero je Vrhovno sodišče Republike Slovenije leta 2002 zapisalo, da se je, citiram, ukvarjala ne le z obveščevalnimi nalogami, ampak je tudi sama organizirala razne kriminalne aktivnosti, jih načrtno izvala, pa tudi konstruirala obstoj kaznivega dejanja in odgovornost zanje. V ta namen je tudi falsificirala, fabricirala ali podtikala obremenilne dokaze. Žrtve takšnih aktivnosti, praviloma politični nasprotniki ali drugače misleči, v obdobju takratnega režima praviloma niso imeli možnosti razkritja konstruktov in možnosti rehabilitacije. Konec citata. Prav bi bilo, da tak poslanec nemudoma vrne poslanski mandat. Odstopil bom 31. januarja 2013. Do takrat namreč želim zaključiti vse obveznosti, ki jih kot poslanec imam. Po odstopu se vračam na staro delovno mesto, na katerem sem delal pred izvolitvijo v državni zbor. Obenem se odpovedujem vsakršnim privilegijem in nadomestilom, ki bi mi kot poslancu morebiti pripadali. Vedno sem se zavzemal za odpravo privilegijev. Tokrat bom to dokazal. Moj odstop davkoplačevalcev namreč ne bo stal niti centa. Vsem poslankam in poslancem želim uspešno delo, še posebej pa želim uspeha vladi pod vodstvom Janeza Janše. Prepričan sem, da nas bo uspešno pripeljala iz krize in da bo uresničila upe Slovenk in Slovencev, ki upravičeno pričakujejo razvoj, pravičnost in blaginjo. Bog živi Slovenijo! Želim vam blagoslovljen Božič in srečno ter uspešno leto 2013. Hvala lepa.